V čem je za okupatorje, uzurpatorje in uničevalce življenja prednost razvijanja nanotehnologij? Jaz vam toplo priporočam, da preberete znanstveno knjigo od ene naše doktorice znanosti, znanotehnološkega področja. Lahko vam samo ime povem, ker sem pozabil njeno, ime knjige, naslov knjige Nanovaren. Imate v PDF obliki. S to čudovito žensko sva bila v konfliktu, ker me je ona po krivici obdolžila, dela na inštitutu Jožef Štefan, po krivici obdolžila, da jaz neko strupeno nano srebro plasiram po trgu, pa delam ljudem škodo. In meni drugo ni preostalo, kot da sem poklical direktorja in sem ga poslal nekam in mu zagrozil. Drugo mi ni preostalo, ne. Osebno sem mu zagrozil, ne. No, in pol je šlo javno opravičilo za tisto objavo in je z te knjige ven izbrisan tist tekst, ne, ki mene daje na črno listo, ne. Zdaj, kaj je, recimo, ne, mi imamo predstavo, kaj je meter, kilometer, itd., čeprav so vse napačne mere, ne, palčna mera je pravilna, isto herci, kiloherci, vse napačne mere, pravilna mera je ciklus v sekundi. In tako naprej. Dobro so nas preparirali, ne. Se pravi, nekaj, kar je nano, je tako majhno, da ne pozna v času in prostoru ovire. Za predstavo vam bom povedal tako. Vsi smo imeli opravka s svincem, je tako? Vsi vemo, kaj svinec je. Vsi vemo, kakšne kvalitete oziroma ne, ima svinec. Jaz vam tu postavim trditev, da je svinec praznina. Kako boste gledali na mene? Vsi imate izkušnjo, da je težek, gost, hladen. Ne, svinec je praznina. Čisto enostavno. Daj vam midva en atom svinca povečati na velikost fuzbalskega placa. Elektroni, neutroni, sam prazen prostor. Točno tako. Se pravi, da skozi svinec gre vse. Se pa uporablja v radiologiji, na primer, kot znanosti, ne, zato da zaustavi X žarke. Se pravi, če vi greste na radiologijo, če greste kako se že temu reče, na rentgen, ne, se pravi, rentgenske žarke svinec zaustavi, zato so tam plošče svinčene, oblečene z izolacijo, normalna stvar, da svinec s hlapi ne zastrupi okolja, ne, ker on tudi hlapi med drugim, ne. Dočim, na primer, neko radiacijo, recimo nekega, ekstremnega pa najdražjega materiala na svetu, to je aktini, ne, pa nima šans, da to zaustavi. Ali pa organsko življenjsko energijo, skoraj skozi vse. Zdaj pa tako, tisti, ki boste razvijali, na primer, ne, astralno potovanje, rečimo tako, se pravi, da zavestno greste iz telesa, pa skozi vsak svinec, skozi vsak material greste, skozi Triglav greste, neovirano. S tem, da v astralnih svetovih ni nič, tam ni nič ravno. Vse, ko neke opne, vse se vijuga in tako naprej. Evo, kaj, sem kaj pozabil povedati? Se ne spomnim. Ja, jaz tudi ne več. Mene kar zanese, jaz bi ure in ure govoril vam kaj povedati, ne. Tako da recimo mi moramo svojo percepcijo do vsega spremeniti. Ja, nano. Zdaj pa kaj, ni Tibetu, ja, da sem najebal, veš, ne. Se pravi, nekaj, kar je nano, lahko neovirano tu prisotno, pa mi s svojimi čutili tega ne zaznamo.
To neovirano prodira skozi naše telo, ker je tako majhno. In to se neovirano tudi nalaga v našem telesu, če se lepi na naše telo, se pravi, da mora biti prisotna magnetna sila, ki privlači. Tu med nami imamo eno žensko, ki je delala v zobozdravstvu in je polna nanostrupov v kosteh, v vseh organih. A je tukaj, kje si? Ja. In se ji ne zaceli leva noga, kjer se to izloča na brano na določena tkiva. In dokler se bo to izločalo, se rana ne bo zacelila. Tako da to, kar imaš, ne, je samo obrambni mehanizem tvojega imunskega sistema. Recimo doktori to delajo tako, ne, po operaciji pustijo cevko ven. Da se izloča tam, ne. Se pravi, po določenem času, ko se bo telo toliko očistilo, ker telo je inteligentno, ko se bo telo toliko očistilo, da ne bo več potrebe po čiščenju, se bo pa rana zarasla. In vmes se je že, ne? Pa se je spet odprla. Magnetne blazine smo že pri magnetni sili. Glej, to misliš za apostolov pa tako. Glej, ljudje, ki živijo izolirani od narave, jaz to imenujem v kokošji farmi, ne? Kjer je vsako stanovanje kletka, ne? Pa je še Faradayjeva kletka, ne? Mreža, ne? In enostavno, se pravi, oni bolujejo za pomanjkanjem naravnega zemeljskega magnetizma. Če oni to uporabljajo, je to v redu. Če pa ti živiš nekje zunaj v naravi, je pa to stran vržen denar, ne? Akviziter te pa zmeraj najprej prestraši, ne? Pa te prepriča, ne? In pol misliš, kak je on dobro nameren, on pa samo razmišlja, koliko bo v žep stisnil, ne? Tako da tudi, če tisti, ki ste se pustili prevariti od njih, ne, zahvalite se vse višjemu za lekcijo in izkušnjo, ker naslednji akviziter, ne, mu lepo rečeš, čuj to, kar imaš, pusti. Tam pridi not na kavo, se ova normalno pogovorila, nič mi ne govori o tem, ne, zaradi česar si prišel k meni, ostaniva prijatelja in nasvidenje. Prosim. Drakoni. Kaj pa antiparazitski potem glede? Glej, mene osebno ta antiparazitski program odbija zaradi tega, ker je podvržen ameriškemu načinu prodaje, ne. To je tako imenovani mrežni marketing, v Sloveniji je že kar nekaj let prisoten. Proizvodi so pa fenomenalni. Fenomenalni in to je edina rešitev ta trenutek. Zakaj je to edina rešitev? Ker nič drugega, kar je dano, ni vseobsegajoče in ni šlo skozi najhujše možne kriterije. Glejte, mi nimamo informacije o tem, da to, kar bomo mi zdaj šele začeli doživljati, so Američani že pred leti dali skozi. Ameriško ljudstvo je najbolj najebalo. Vsi testi, vsa testiranja, skozi vse živo so šli in kar je uspelo, se uvaja po svetu. S tem, da morate vedeti nekaj, da je to draga stvar, ampak ima od Food and Drug Administration potrditev, da je to. Se pravi, če smo mi zdaj tukaj, podvrženi nekim parazitom, tehnobioparazitom, ne? V Ameriki so že bili koliko let nazaj. In ker je to bil problem, je pač ta, ne vem, kako se imenuje ta firma, v svojih teh laboratorijih itd. Razvila popolnoma naravne, ne, te sestavine, ki so učinkovite pri tehnobioparazitih.
Naprimer, če boste pri njih uporabljali zeolit, ni šans, da se tega rešite. Druga stvar, ki je zelo pomembna. Večina parazitov je na nas, ker parazitski sistem in paraziti so na nas priklopili, kaj te zebe? No, dobro. So na nas priklopljeni, se pravi, ajde, kako bi to imenoval, z njihovimi čipi, ne? Na našo auro in izhajajo iz astralnega sveta. Kdo so paraziti? V vseh možnih oblikah obstajajo. Paraziti so uničene življenjske oblike, ni zdaj važno, ali so humano ali ne, ki imajo svojo zavest in so obstale v astralnem svetu in ne morejo v višje svetove in ne morejo do utelešenja na zemlji. Nimajo svojega izvora energije in se hranijo z nami. Tako da to, kar so nas v šoli učili, da smo mi vrh prehranjevalne verige, ja, seveda smo, ja, pa še kak. Zdaj pa tako, se pravi, to je. Potem pa imamo, se pravi, to je vseobsegajoči pristop, je ta antiparazitski program. Potem pa imamo individualne pristope. Vkolikor imamo težke kovine, na primer, v sebi, ki niso v nano obliki. Zeolit ali pa glina. Splošno znano je, kakšno je pomanjkanje joda. Ne? Imamo, ne? Lugolovo tekočino in tak naprej. Se pravi, mi sami moramo s spremljanjem in opazovanjem sebe priti do nečesa, ampak če nam naša intuicija reče ne tega, poslušajte jo, kajti samo če poslušaš svoje srce, ne boš pogrešil. Ker te bo zmeraj pelo, glej, kak je fino, ajde, pol pa kupiš drek v lepem paketu. Ne?